Ja, pozdravljeni, nekako smo se dogovorili, da bi jaz danes prevzela moderiranje tega pogovora, da bom poskušala malo vključiti vas, kaj vas zanima o prehodu v odraslost, kaj sploh je to razvojno obdobje, s katero starostjo se ukvarja, kdo so njegovi predstavniki, pa seveda bomo sprašvala tudi obe soavtorci oziroma kolegici, in ker smo kolegice zdaj že od začetka moje zaposlitve, jo bom naslavljala po osebnih imenih, no, da ne bomo preveč profesorica in nazivi, ker bi bilo to res nenaravno za nas. No. Ta knjiga, Prehod v odraslost, sodobni trendi in raziskave, je že druga v zadnjih 10 letih, pa bi mogoče kar tebe, Melita, pozvala, da poveš malo več, kako to, da se je v to kratkem času nabrali to gradiva, da smo skupaj napisali še eno knjigo. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, me veseli, da ste z nami, in mi smo si to zamislili kot eno takšen, bolj v smislu debate o tem obdobju, o značilnostih, o tem, kaj morda mlade muči v tem obdobju, katera so tista področja, ki se jim zdijo življenjsko pomembna, pa končno morda tudi perspektiva nas starejših, ki smo v vlogi učiteljev, staršev, sopotnikov nekje, opazuješ tudi na cesti končno mlade ljudi, razmišljaš o teh njihovih življenjskih okoliščinah, ki so morda drugačne kot v kakšni drugi generaciji. In to je bilo tudi eno izmed izhodišč za naše raziskovanje, ki se je začelo pred približno še več kot 10 leti. In takrat v bistvu je zelo v ospredje stopila ta nova teza, ideja, da med mladostništvom in odraslostjo nekaj manjka. Se pravi, da tukaj je še prostora za eno razvojno obdobje, ki morda ima neke svoje značilnosti, ki so drugačne od mladostništva in odraslosti. Kot vemo, je to področje zastavil oziroma zelo tako teoretsko tudi predstavil Jeffrey Anson Arnett leta 2000 v reviji American Psychologist. In v bistvu zelo hitro postal popularen s to svojo teorijo, ker je tako, bi rekla, intuitivno logična. V tem smislu, da je to res eno obdobje, ki prinaša s sabo neke nove življenjske spremembe, heterogenost, drugačnost od prejšnjega obdobja. Mladi dejansko se še ne vidijo kot povsem odrasle, hkrati pa so užaljeni. Jaz se spomnim še, ko smo včasih razlagali, kaj je to recimo obdobje mladostništva, pa smo postavljali te definicije tam nekje do 21. Celo mislim, da Svetovna zdravstvena organizacija jih je postavila do 24. leta, pa so me študentje tako čudno gledali, da pa oni več niso mladostniki, kar je dejansko res, ampak ko pa si vprašal, a pa ste že odrasli, a imate vse atribute odraslosti, so pa tudi bili tiho. Se pravi, je to bila ena takšna začetek teorije, razmišljanja, nekega drugačnega pogleda, ki ga je verjetno tudi v veliki meri zaznamovale neke posebne življenjske, socioekonomske okoliščine, ki se nam dogajajo v zadnjih 20-30 letih, saj lahko tudi o tem še kaj rečemo. Po drugi strani je bilo tudi obdobje, ko smo začeli v večji meri sodelovati tudi z kolegi, strokovnjaki, profesorji z ameriških tudi univerz, pa tudi predvsem avstrijske univerze na Dunaju. In vsi ti kolegi so v bistvu takrat že stopili na to področje raziskovanja tega prehoda v odraslost. To je predvsem bila doktorica Ulrike Sirš, ona je že v tistem obdobju proučevala to obdobje, kriterije odraslosti, kaj definira odraslo osebo, kako se mlad človek počuti v tem obdobju, katere življenjske okoliščine ga opredeljujejo.
Pridružil se je tudi dr. Wolfgang Friedelmeier, ki je Nemec na zdaj že stalnem delu v Ameriki na Grand Valley State University. No in to je bil tim z najine strani, torej profesorica Maja Zupančič in jaz. Takrat smo začeli raziskovati to obdobje in smo šli tako od začetka. Se pravi, kakšne so značilnosti, kakšne so življenjske okoliščine, kako mladi vidijo sebe v tem obdobju, kaj recimo menijo, kaj jih potiska v odraslost, kaj pa jih zavira na tem prehodu v odraslost. Mene posebej je zanimalo, v čem je razlika recimo v tem psihološkem osamosvajanju družine za razliko recimo od obdobja mladostništva. V kasnejših obdobjih smo pa potem dobili tudi doktorico Tino Kavčič, ki je takrat in še vedno sodeluje z doktorico Zupančič, predvsem na področju razvoja osebnosti, in sta vpeljali tudi ta pomemben moment, se pravi, kako recimo osebnost vpliva na naše osamosvajanje, prehajanje v odraslost, a je ta struktura drugačna kot v prejšnjih razvojnih obdobjih. In vse te zadeve smo takrat objavili v knjigi Študenti na prehodu v odraslost. Se pravi, predvsem nas je zanimala takrat študentska populacija, v vzorcih smo predvsem imeli študente. Zdaj, recimo, potem kasneje smo pa v vzorce začeli vključevati tudi ostale mlade na prehodu v odraslost, kajti seveda to morda boš tudi ti kasneje o tem govorila. Ta Arnettova teorija sicer tako intuitivno je precej logična, hkrati pa ni zelo univerzalna, in eden izmed teh očitkov je, da mi vidimo mlade, se pravi prehod v odraslost, če rečemo, v začetku je to obdobje bilo zamejeno med 18 in 25 let, potem se je podaljšalo na obdobje do 30 let, da preprosto preveč se osredotočamo samo na mlade, ki prolongirajo, se pravi podaljšujejo svoje izobraževanje. Medtem ko pa na ostale mlade, ki pa recimo so zaposleni, ki že imajo družine, ki imajo pač neke druge življenjske okoliščine, pa morda v tej teoriji niso najboljše zajete te značilnosti. Tako da smo potem začeli vključevati tudi te vzorce in začeli smo se širiti, če tako lahko rečem, na druga področja. Se pravi, začeli smo razmišljati tudi o tem, kako mladi se osamosvajajo na področju financ, kakšen je njihov odnos do socialnih medijev, do uporabe pametnih telefonov, kakšna so njihova karierna pričakovanja, študijske orientacije, tako nekje je bil ta razvoj. Se pravi, če zelo na kratko povzamem, lahko vidimo ta prehod od neke utemeljitve področja na študentski populaciji, pa na to, kaj se v bistvu zdaj s temi ljudmi v tem obdobju dogaja, kaj so njihova ključna zanimanja. Že ti si nakazala zdaj, da vsi se pa vsem ne strinjajo s to teorijo, da obstajajo neki kritiki, neka trenja morda, pa če kar takoj začnemo z enim takim mogoče malo provokativnim vprašanjem, pa ga naslovim na Tino. Se vsi strinjajo s tem, da to pa zares je obdobje, ločeno razvojno obdobje, ali imamo tudi kakšne druga mnenja? Ja, se ne, kar precej je nekih kritik. V literaturi zasledimo, eni so tako zelo ostro proti temu, kritike se pa na več vidikov, bi lahko rekli, nanašajo. Eno si že omenila, da recimo, da naj ne bi bilo to obdobje univerzalno, se pravi, da je mogoče res omejeno na nekatere kulture, pa tudi znotraj kultur za vse ne velja. Tako da ta medkulturni vidik je treba omeniti, da tukaj kritika sigurno zdrži, in že Arnett sam je v bistvu rekel, da je to obdobje značilno za te, bi rekel človek, sodobne, postindustrijske, tehnološko razvite kulture, kjer dejansko imajo mladi to svobodo podaljšanega raziskovanja, ugotavljanja, kako hočejo res živeti, preizkušanja in različnih možnosti življenjskih in osredotočenosti nase. Tako da
To ne moramo reči, da je univerzalno, ampak zagovorniki pa hkrati tudi v zvezi s tem poudarjajo, da enako velja mogoče tudi za kakšna druga obdobja, tako zgodovinsko gledam kot medkulturno, recimo je zgodovinsko gledanje tudi mladostništvo razmeroma mlado razvojno obdobje, ni kar od nekdaj bilo zgodovinsko, če bi šli precej nazaj, smo poznali otroštvo, potem so pa otroci počasi vstopili na trg dela, se vključili v svet odraslih in ni bilo tega obdobja mladostništva. Potem se je pa pojavilo in danes se nam zdi to normalno. V kakšnih kulturah verjetno malo bolj plemenskih, verjetno še zmer ne moramo mogoče zelo tako jasno govoriti o enem takem ločenem obdobju mladostništva. Tako da podoben velja za to obdobje prehoda v odraslost. V vseh kulturah ne opisuje tako dobro življenja mladih, medtem ko v nekaterih kulturah pa dobro in tudi Slovenija sem paše, tako kot si omenila, ko študenti kaj govorimo, tudi ko jaz na predavanjih omenam študentom, oni se zelo identificirajo z značilnostmi tega obdobja, se zelo prepoznajo v tem. No, znotraj kultur pa spet so kritike, res to velja za tiste, ki se pa po srednji šoli že zaposlijo, ki ne študirajo, ali je to bolj samo za študente. Kritike letijo tudi na to, da ne bi to opisovali predvsem mogoče življenje tudi bolj privilegiranega sloja prebivalstva. Ampak po drugi strani je pa Arne sam že v prvih raziskavah tega obdobja vključil zelo tako heterogene vzorce, ne samo študente in ne samo tiste z višjim socialno-ekonomskim položajem. In tudi druge raziskave kažejo, da v bistvu tudi pri nas mladi, ki se prej zaposlijo, še zmer nimajo kar takoj že pri 20 in otroke in se vcelijo in poročijo in tako naprej. Povprečna starost ženske v Sloveniji, ki ima prvega otroka, je 29 let. In tle niso zajete samo univerzitetno izobražene ženske, tako da se kar tudi, moram reči, ne študenti v tem najdejo. Res pa je, da mogoče v nekaterih skupinah se pa te kriteriji prevzemanja vlog odraslih pa vsem prej pojavljajo. Tako da bi rekla, da kdaj se ljudje tudi sami opredelijo kot odrasle, pa precej povezan s tem, kdaj prevzamejo kakšne vloge, kdaj se zaposlijo, kdaj se poročijo ali pa začnejo z nekom v eni dolgotrajni resni zvezi v skupnem gospodinjstvu živeti. In pa tisti ključni kriterij, ki se je pokazal, da se ljudje začnejo opredeljevati kot odrasle, pa to, da postaneš starš. Tako da jasno, če nekdo že pri 20 postane starš, pa se zaposli, pa prevzame odgovornost za svoje življenje in življenje otroka, se bo verjetno precej prej prepoznal kot odrasel. Ja, prosim. Jaz sem generacija 68 in priznam, da je to nekaj trajnega, kar nas ohranja, mlade, mladostne. Glejte, mi smo tudi za ceno policijskih pendrekov zahtevali tisto revolucijo, ki je revolucija od spodaj, zasebno je politično. Veste, ideal biti odrasel, to je nekakršen ideal. Ohranjati, trajno biti mlad. In glejte, razsvetljenstvo je odkrilo to lepo mladostno dobo, sistem izobraževanja to omogoča. A ste morda v tem avtorju ali pa pri njem kaj zasledili, kako ohranjati mladost tudi takrat, ko smo za institucije že odrasli. Biti torej trajno mlad, mladosten, da je življenje lepo, vitalno, da negujemo spontanost, veste, ne pa tisto malo meščansko odraslost, Poročiti služba od 8 do 4, pa tako, Ja, glejte, Sorbona je zaupila. Življenje je dirigirano, samo dve formi sta. Javna, glej, da se čim prej izšolaš, pa marš v službo, in privatna, glej, da si najdeš partnerko, partnerja, poročiš in formiraš družino. Ali življenje res mora biti samo ukolupljeno v teh dveh oblikah, Glejte, to obdobje moje 68. generacije je zahtevalo nove forme, 1000 lotosovih cvetov, Skratka, spet se vračam k temu,
še vedno čutim ta ideal in to prenašam tudi na študente, ne? Nekaj trajno odnegovati, torej mladost, tudi takrat, ko si že tako star kot jaz, nedavno celo 70 let. Ne? Ja, zdaj, ko pravite, ne, kakšna so družbena pričakovanja, to se tudi danes zelo je postalo hlapno. Ne? Danes ni več, je to starost, kdaj je pričakovano, da imaš otroka, greš v službo, se je zelo razmejila, ne? Ni več, ne vem, pri 22 bi pa vse to moralo biti že poštiman. Tako da glede tega se recimo psihološko pojmovanje odraslosti kar precej razlikuje od pravno-legalnega, ne? Ka pa pri 18 že odgovarjamo za sebe, pa volimo, pa izpit imamo, pa tako naprej. Ne? Zdaj, druga stvar, to, kar pravite, ta pozitiven pristop, ne, je pa pravzaprav zelo zajet med značilnostmi tega prehoda v odraslost. Ena takih opredeljujočih značilnosti, ki jih izpostavlja Arnet, je, da naj bi bili mladi v tem obdobju tako izredno optimistični. Sprav pred sabo vidijo, v primerjavi recimo s posamezniki v drugih razvojnih obdobjih, zavedajo se velikega števila možnosti in zdi se jim tudi, da so te možnosti odprte, da če se bojo potrudili, pa sledili svojim sanjam, da pravzaprav je vse pred njimi, vse možno. A ne? Zdaj, tipično nekako potem s koncem tega obdobja se malo bolj nasplošno razlaga, da imajo ljudje različne izkušnje življenjske, ki jim dajo vedeti, da čisto vse pa ni možno, a ne? Pa malo bolj v neke okvire realnosti, ne, postavijo svoje sanje. Bi pa mogoče navezala še tole, kar ste vprašala, na to, da pa psihologija, res sodobna psihologija, predvsej bolj poudarja te pozitivne vidike delovanja v odraslosti tudi, ne, da ne gre samo za različne upade, pa zdaj smo pa odrasli, pa nimamo več, ne vem, sanj ali pa se ne moramo več nekih novih spretnosti, sposobnosti pridobiti, ampak se posebej v okviru pozitivne psihologije, pa tudi v bistvu sodobne razvojne, ne, lifespan psihologije, zelo poudarja, kako se različne, take bi rekla, učinkovite, prilagojene, funkcionalne spretnosti še razvijajo v pozno odraslost do konca življenja. Ne. Se pa vse to kar precej povezuje z osebnostjo. Tako da, če so mladi taki, da imajo veliko pozitivnih čustev doživljajo, pa manj negativnih, pa vidijo, so odprti za nove izkušnje, ne? Potem načelno to prispeva potem tudi k njihovemu zadovoljstvu, tudi kasneje v življenju. Ne? Zdaj, drugo je pa vloga inštitucij, ki pa naj bi v različnih razvojnih obdobjih tudi nekako podpirale nek tak, bi človek rekel, pozitiven razvoj. Ne? No, pa govorili ste o tem preboju, o tej pomladi leta 68, ko ste mladi tudi začutili neko osebno svobodo, da lahko, ne vem, odločate o sebi, svojem življenju, da so pred vami, da je veliko možnosti, da morda ni treba slediti tradicionalnemu vzorcu odraslosti, kot so mu sledili recimo vaši starši in tako naprej. In sej iz teh časov tudi, na teh časih tudi bazira Arnet svojo teorijo, da so ravno te revolucije v 60-ih letih prinesle to novo razvojno obdobje, te večje svobode, možnosti izbire, posameznikovega odločanja, tega nesledenja tipičnim ritualom družbe. Kar mi je pa tudi zanimivo bilo iz tistih naših prvih intervjujev, ki smo jih vodili z temi študenti, no, takrat, se pravi mladimi, ki so predvsem na tej izobraževalni poti še naprej. No in smo jih med drugim vprašali, kaj pri tebi, kaj se ti zdi, da pospešuje razvoj v odraslost, kaj ga pa zavira. In kar je bilo meni zanimivo, je bilo to, da tudi oni zelo revolucionarno, v bistvu revolucionarno, se pravi, vidijo nek pomemben dogodek v življenju, ki je potem naredil kot neko situacijo iz 0 na 1. Recimo, zelo v ospredje postavljajo različne travmatske dogodke, ki se ti lahko zgodijo v življenju. Se pravi, moj prehod v odraslost lahko pospeši recimo smrt moje bližnje osebe. In potem so tako zanimivo razlagali, tega je bilo največ, kar je mene zelo presenetilo. Se pravi, jaz živim tipično mladostno življenje, tako bolj kot ne v gnezdecu. Potem se pa zgodi nek nenavaden dogodek v moji družini.
ali je to smrt, bolezen. Navajali so tudi neugodne družinske razmere, recimo, bolj kot pozitivne družinske razmere. In to je tisto, kar potem, kot da bi mene razsvetlilo, da zdaj pa je čas, da jaz postanem odrasla oseba. Se pravi, ne gre za neko kontinuiteto, jaz počasi rastem, se razvijam, pridobivam na tej osebni identiteti, psihosocialni zrelosti, ampak je to nek dogodek v življenju, ki tako da me strezni. In enako so potem navajali tudi na drugi strani, kaj pa misliš, da zavira posameznika na poti v odraslost. In so tukaj tudi navajali recimo družinske, tu so pa predvsem družinske razmere navajali kot tiste, ki zavirajo ta tvoj vstop v odraslost. V ospredju so bili predvsem zaščitniški starši. To je tisto, kar... In to so bile tako visoke frekvence teh odgovorov, kar je bilo meni zanimivo. Na eni strani, da na tistih se pravi pospešujočih dejavnikih niso videli teh nekih razvojnih dejavnikov lastne osebnosti, kako se počasi preobražaš v odraslo osebo, ampak so tu videli neke hipne dogodke, ki jih iz 0 v 1 predstavijo. Na drugi strani pa, da na nek način vidijo predvsem kot tistega krivca, da jaz ne morem stopiti v odraslost, neke neugodne življenjske razmere doma, v stilu slabih vzgojnih stilov, zaščitniških staršev ali zanemarjajočih ali karkoli. Tako da, toliko. To je bilo takrat zanimivo. Je pa tudi, tako ko razmišljamo, a so razlike med generacijami. Recimo, a bi vi zdaj rekli, recimo, če vas vprašam, pa tu je kolegica, ki ste bolj na vstopu v ta prehod, se mi zdi, ali se motim. A mislite, če bi opisovali svoje življenje takrat, se pravi vi zdaj, vi pa takrat, ko ste bili stari 20 let, bi se različno opisovali, neka svoja doživljanja, odnos do sveta, neko svojo potrebo, da vstopaš v odrasle vloge, neka svoja pričakovanja življenjska, tako hipotetično, ne bom vaju zdaj prosila, da tule delita ta doživljanja, ampak tako hipotetično. Gre tudi za to, a lahko rečemo, da so mladi v različnih zgodovinskih obdobjih res tako različni? Ali gre za nek univerzalen koncept? Ali bi lahko vi takrat za sebi rekli, da ste že odrasli, da niste, če bi vas jaz takrat vprašala, a ste že odrasla oseba, ko ste bili stari 20-23 let? Bi rekli tako, kot večina danes jih reče, mal ja, mal pa ne? Glejte, jaz o tem lahko govorim samo na podlagi tega, kar jaz vidim, kar jaz opazujem in kot prvo bi rekla tole. Zelo pogosto potujem v kraje gor k avstrijsko-slovenski meji in ob koncu tedna vidim ogromno mladih ljudi, ki gredo k staršem. Nedavno sem se peljala nekom iz nemške ambasade na vlaku, ki je rekel, veste, občudujem te vaše mlade ljudi, da jim je družina taka vrednota, da oni čutijo potrebo, da gredo k svojim družinam srečen narod. Seveda, jaz vprašam, kako je pa pri vas? Ne, pri nas tega ni. Tako da, gledajte, zdaj, povezano z družino, vendarle pomeni tisto varno bivanje kontra temu bivati na brezvetrju. Tu sva potem razvila zelo, zelo dolg pogovor, tudi v tem smislu, kako smo kot narod pač psihično zdravi. Drugo, kar pa jaz pri tej generaciji opažam, so pa neki vsiljeni vzorci komuniciranja tudi na tej akademsko-izobraževalni ravni. Recimo, v marsičem mi ni všeč tale tutorski sistem, pobran iz anglo-ameriškega sveta. Recimo, da bi se starši vmešavali v to, da bi prišli v naselje,
to bi bilo rečeno, tako kot smo takrat uporabljali tole terminologijo, socialni umor. Veste, eno je navezano, sopovezano z družino. Drugo seveda je pa to tutorstvo, ki pa jemlje avtonomijo, tisto, o čemer sem jaz razumela zaščitništvo prej v negativnem smislu, ne? Glejte, to je pa zdaj tudi razpad tega, ker smo prej govorili bolj o družbi, danes pa o individualizaciji. Nobena od vas nisem začutila, ne, da bi bila nekako zaščitniška, ne, do te povampirjene individualizacije. Ampak glejte, narod preživi, če ima ta skupnostni čut. Iz teh banalnih potovanj na avtobusu in vlaku pa čutim, ne, da je tu v teh mladih ljudeh nekaj takega, kar občudujem. Glejte, mi smo se vozili z avtobusom po tistem makadamu po 6-7 ur. Danes pride avtobus v 2 urah. Mi smo pisali v torek, da pridem v soboto, da pridejo čakati, ker ni bilo mobitelov. Razumete, ne? Po tej plati, ne, se mi zdi, ne, da je tu življenje lepšo, mladost bo čas neskončnost, ne, hkrati s tem pa, ne, da nekaj le malo imamo tle vzvode za orientir, povemo, ne, ta mladost, ta svoboda, ne, pa seveda zahteva eno in to odgovornost, ker je odgovornost, tam je tudi smisel. To z mojega stališča, prosim, govorim v svojem posebnem imenu, ne? Tako da, če je zdaj kolegica na vrsti, ne, potem povem. Lahko uskočem, ker ste čudovito napeljali mogoče ne na našo knjigo, ampak na temo mojega doktorata, ker točno s tem se jaz ukvarjam v svojem doktoratu, pa dotaknemo se tudi v knjigi v enem poglavju. Ravno tega, da pač družba mora biti povezana, da mladi na prehodu nujno rabijo to povezanost z družino, hkrati pa je pomembno tudi zanašanje nase, kar je hkrati eden izmed vidikov psihološkega osamosvajanja, ki so ga odkrili že z intervjuji, ki jih je omenjala Melita, pa potem utemeljili nadaljne v modelu, ki se uporablja za ocenjevanje samega osamosvajanja od staršev. Tako da, ja, gotovo sta oba vidika pomembna. Tako to, da ohranjamo povezanost starši, ker tudi odrasle osebe so povezane z drugimi ljudmi, ko dosežemo nek status odraslosti, to ne pomeni, da zdaj se pa, da nismo več povezani z bližnjimi, da nismo več povezani s starši, ampak bolj pogosto oziroma ena izmed ključnih značilnosti je to, da se zanašamo nase, da prevzemamo odgovornost za svoja dejanja, da pač postanemo v nekem smislu neodvisni in avtonomni posamezniki. Tako da, ja, gotovo pri razvoju ne bi šlo to z roko v roki, se pravi, tako povezanost kot avtonomija. S tem je tako, pri 20-ih pravimo, ne, ta star je zadrgnjen, ta stara je histerična. Po 30-em, kako lepo je, da še oče je, da še mati je. In da imamo kam iti. Veste, to je eno tako lepo občutenje. No in ko so nas takrat, ko smo pili tukaj po ljubljanskih ulicah, ne vem, nekje smo marširali, ne, pa smo videli tiste lepe kičaste vile, ne, in smo pili malo meščani, sramujte se svojega bogatstva. Lepo je bilo, ne. In mnogi novinarji, ki so prihajali k nam, ne, so spraševali, pa kaj bi te vi pravzaprav radi, zakaj se grebete? Dejte povedati kot trotl en fakt, da bomo razumeli. Da pa so tam meni rekli, no, dej, ti si stroke, ne, ko boš to morda lažje povedala kot mi. Čujte, čisto nič drugo, da je ideal človekovega bivanja, ideal bivanja vseh ljudi v tem kratkem življenju, med rojstvom in smrtjo, domovanje. Prebivati v vsakem kotičku sveta, kot da smo doma, skratka, domovanje. Veste, že Grki so svojo paidejo to poudarjali. No in, veste, tu je treba vendarle predočiti ljudem, da je ljubezen samo sredstvo, nikdar cilj, da si dva človeka
eden ob drugem ustvarita prostor za domovanje in da je to namen zakona kot ene skupnosti, ki je oaza varnosti in miru. Danes moram paziti, kaj rečem. Nekoč sem rekla med moškim in žensko, ne? Veste, zdaj me je pa že čas povozil med dvema človekoma, ne? Čeprav, glejte, nekaj smo se pa naučili, da nobene oblike nečloveškosti ne moremo zganjati po ulicah kot zadnje mode. In kakor sem bila distancirana rahlo do hipijevstva, ne? In prav je, da imamo distanco. Veste, tako smatram, da tudi druge zdajšnje oblike, ker je človeškost, kar vi psihologi bolje veste, tako občutljiva, tako senzibilna, da nobene ne moramo obravnavati kot zadnje mode, ne, za določenimi demonstrativnimi pohodi po ulicah. In tudi tu seveda imam določeno rezervo in menim, da bi tu ljudje morali ravnati rahlo bolj osebno, razumete, ne po nekih predpisih. Torej, tako hipijevstvo kot zdaj popularna enospolna naravnanost, usmerjenost. Veste, če se tu eksperimentira, vi dobro veste, tu pa potem pride do določenih anomalij, deformacij, ne, s katerimi je prej malo težje živeti, kot pa malo lažje. Pa mogoče damo, mislim, da smo tu zelo različne generacije, pa mogoče damo tudi malo glas našim mladim na prehodu v odraslost, tistim, ki ste lihkar šli ven, naprimer, nas, ki smo v srednji odraslosti, recimo, mislim, da ste vi najmlajši, kako se vam zdi, recimo, ta prehod, recimo iz srednje šole na fakulteto, ali ste to čutili kot nekaj, kar je tudi zdaj drugačnega, kar vas sili k večji zrelosti, odgovornosti v življenju? Poslušalka je še v srednji šoli, veš, tako da... Pardon, pripravlja na ta prehod. Kako vidite, ja. Se pravi, a se vidite še kot mladostnica, recimo? Ja, okej, ja. In kaj mislite, da bo potem kasneje drugače? Ne veste. Za mene je že zelo šokiral ta prehod iz osnovne šole na srednjo. Ampak mislim, jaz sem malo drugačna situacija, ker sem prišla v razred z samimi puncami, imam 2 fanta v razredu, tako da je v bistvu bolj, mislim, tako. Imam pa dobre odnose s starši, no, to lahko rečem. No, recimo, ravno to področje odnosa s starši je zanimivo področje, ker morda kakšni starejši generaciji se zdi današnja strašna povezanost s starši tako malo drugačna, no, kot so sami doživljali. Mogoče je nekoč bil ta generacijski razkorak vseeno malo večji, kot je dan danes. Mogoče bolj med kulturami, ja, kot pa pri nas. Včasih so pa še bolj živeli na kakšnih kmetijah, pa tako še bolj generacije skupaj, ne. In z drugih kultur dostikrat reče, tako kot ste omenila, ne, da vam je tale sopotnik na vlaku iz Nemčije rekel, da ga je tako presenetilo, a ne, koliko naši študenti, mladi hodijo domov. Meni je bilo všeč, ker ste tako pozitivno, oziroma da je on tako pozitivno videl v smislu te povezanosti, velikokrat študenti to kar bolj tako, ne, bi rekla, manj poetično, no, opišejo, da seveda je treba oprati perilo, ne, pa da mami napakira, ne, za cel teden hrane spet, so tudi praktični vidiki, zakaj se vračajo, ampak imamo zelo ta vzorc, ne, k temu verjetno prispevajo in te majhne geografske razdalje, da je lahko prideti domov vsak vikend, pa tudi sigurno, ne, neki kulturni vzorci, ki pa niso značilni samo za Slovenijo, ne, je kar v več evropskih državah, sploh telih sredozemskih se tako kaže, ne, Italija, Španija, Grčija je tako podoben, da starši zelo dolgo v bistvu finančno, socialno, čustveno podpirajo mlade. To ni tako imenovani extended family life, značilen recimo za eno Indijo, tradicionalne družbe, ne. Ampak preprosto, gledajte, eno negovano, kulturno sobivanje, pripravljenost za sožitje in ko gledam te ljudi, kako izstopajo, pa jih starši počakajo, gledam, kako žarijo oči, srečni so. Kaj je treba več? In to sva midva s tem konzolom lepo analizirala in tu mi ne noben politik ne soli pameti, ne,
da je drugače. To je treba znati opazovati. In dokler smo kot narod, tak, ne bomo izgledali. Je pa res, da so tukaj določene kulturne razlike. Jaz se spomnim, čisto zdaj bom izhajala iz našega raziskovanja. V tistih prvih časih, ko smo mi določali te razne spremenljivke, ki jih bomo proučevali, recimo ob kriterijih odraslosti, ob psihološkem osamosvajanju od primarne družine, in smo imeli tam postavko oziroma vprašanje, kako živiš, s kom živiš. Ne? In potem Američani, Avstrijci so bili srečni sam, skupaj s starši, s partnerjem, s partnerjem. Tem smo pa mi ti zgledali, pa ne vem, to pa pri nas zdaj, kako bojo to naši razumeli, sam, starši, ker pri nas je pa res veliko mladih, ki so čez recimo, razen Ljubljančani so itak večinoma, recimo, če študiraš v Ljubljani z svojo družino še v študentskih letih, ampak tile, ki prihajajo drugod, pa so čez vikend doma, čez teden pa v študentskem domu ali pa v najetem stanovanju. In smo potem pisali kategorijo delno sam, delno doma. In to nihče od teh zahodnjaških družb ni razumel, ko pa je zdaj to za ena življenjska okoliščina. Kako nisi na svojem, pa nisi povsem na svojem, pa tudi ne povsem doma. In potem smo pojasnjevali. In je recimo bila zanimiva situacija, vse tudi Avstrija nam je dokaj blizu, pa so povedali tisti študentje, asistentke mlade, da to pa ne, da se odseliš, da to že v času študija, preprosto greš v svoje stanovanje in če obiskuješ starše, jih res obiskuješ, tja ne neseš umazanega perila. Ne? Smo tako malo čudno in potem smo pojasnjevali, kako pa to pri nas gleda, da je pač vsaj čez vikend hotel mama, so pa rekli, se še zdaj spomnim, ko mi je rekla ta avstrijska kolegica oziroma tudi njena mlada asistentka, ja, to pa bi pri nas pri teh letih zelo nezrelo izpadlo. Ne? Bi pač gledali malo na tega, ne vem, 25-letnika, 24-letnika, kot da je malo, pač da rabi malo kakšno psihološko svetovanje glede njegove odvisnosti, neodvisnosti, simbiotičnega odnosa s starši in tako naprej. Pri nas je pa to norma, ni več kaj tak posebnega, tako da so zanimive te medkulturne razlike in smo tudi po tem raziskavah ugotavljali, da tudi, če se naši, recimo, mladi počutijo povezani s starši, ni to prav nič ne vpliva na to, da bi se za to manj odrasle počutili, manj kriterijev dosegali, razen na določenih področjih, kot je recimo finančna neodvisnost, tu je sploh to področje, smo bolj odvisni finančno od staršev kot kakšne zahodnjaške kulture. Drugače pa ne, tudi kakšne druge te prilagoditveni izidi niso bili drugačni ali pa da bi bili bolj negativni, zato ker so tako povezani, ker še živijo doma in tako naprej. Je pa res, da v drugih študijah, v bolj zahodnjaških, kjer pa ni to norma, so pa bili bolj z negativnimi temi psihološkimi izidi blagostanja nekega življenjskega in tako povezan. Se pravi to, če si še živel doma, naprimer pri 23, 24, 25. Tako da to je zanimivo, no, da je pa to en tak kulturni fenomen, kako dolgo ostajamo starši, kako gledamo na to, a je to normativno, povsem običajno, a je to nekaj, kar je morda malo tako, patološko, in kako se to povezuje naprej z našim nekim psihološkim blagostanjem. Lahko smo mi povsem zadovoljni in se nam zdi to čisto super, da smo starši. Še potem pri nas je ogromno mladih, ki doštudirajo, se zaposlijo in so še vedno doma. Ne, in ko ga boš vprašal, kako pa si še doma, ja, pa si ne morem kupiti stanovanja. Ja, dobro, no, to je tudi norma Slovenije, da mora imeti vsak lastniško stanovanje, drugače nisi kaj dosti vreden. Ne? Nihče ne razmišlja, ja bom pač šel najemniško stanovanje, pa magar je kletno, pa vlažno, glavno, da sem jaz na svojem. Tako bi razmišljal en Britanec, naprimer. Glavno, da sem jaz na svojem, to je pomembno, pa da zaslužim denar zase. Tudi, če nimam najboljšega mobitela, najboljšega prenosnika, avta, ne vem kaj, ampak jaz sem na svojem, jaz sem ločen od staršev, nimam več z njimi, razen da pridemo na obisk, pa spijem kavo pri njih, pa mogoče nedeljsko kosilo, ok, ampak drugače ne.
To je za njih svoboda. Pri nas, v naši kulturi je pa tudi svoboda zelo cenjena, vendar pa ta svoboda nekaj drugega pomeni. Svoboda neke izbire, da si lahko nekaj v življenju privoščiš, da lahko nekam greš, da te ne omejuje zdaj nekaj strašno v življenju. In tudi tu je resnica, da kar povejo in starši to, kar ti proučuješ, in ti mladi se razumejo s svojimi starši, se tu ni generacijskega razkoraka, se jim starši v bistvu puščajo predvsej svobode. Je čisto luštno z njimi živeti, nič te ne omejujejo. Tu stanovanjska situacija je kar v redu, kvadratura je čisto v redu. Ne, nismo stisnjeni v stanovanju, tako da, ne vem, bi morali v isti sobi spati ali kaj takšnega. Imamo čisto te zadeve na povprečni ravni dobro urejene. Tako da, ja, to so tudi zanimivi fenomeni. Se pa odvisen tudi res so te razlike na vseh ravneh družbe, ne samo na nekih pričakovanjih, ampak tudi kako država nekako to spodbuja en ali pa drug vidik. Ne? Da v enih državah si mladi, predvsem mogoče severnoevropskih, precej lažji sami kupijo stanovanje ali pa pač najemajo in se vsem usvojijo. Nekje drugje si Britanija omenila, so dosti sami bolj se prepuščeni. Ne? Pri nas se pa precej računa, da bo družina pomagala. Ali finančno, ali pa s tem, da se podstrešje v hiši uredi, ne? Ali kaj tazga. Ne? Tako da na vseh ravnih funkcionira to v eno ali pa v drugo smer. Ne? Se mi zdi pa, da je ta bivanjska odvisnost velikrat povezana tudi samo finančno odvisnostjo oziroma s finančno neodvisnostjo, ki se pa pri študentih relativno dolg časa ohranja. Sicer smo raziskavo izvajali na brucih in je dokaj pričakovana, da so večinoma še vedno odvisni od staršev in predvidevamo, da se to seveda kasneje spremeni, ampak ob vstopu, ob začetku študija je večina študentov odvisna od staršev. Kar 97% je odvisnih od staršev v tem finančnem vidiku. In v tako močni finančni odvisnosti si težko privoščiš neko bivanjsko osamosvojitev, da bi prav zares živel povsem samostojno življenje. Sicer pa bi mogoče še mlajše kolege povprašali, kako pa vi vidite to bivanjsko finančno osamosvajanje v povezavi mogoče s psihološkim osamosvajanjem? Ja, jaz sem recimo zdaj tukaj slučajno čisto idealni primer za tole razpravo, ker sem ravno nekako, no pač jaz sem trenutno iz Prekmurja, ker sem 3 km od Madžarske, tako da sem totalno oddaljen od take Ljubljane. Živim pri starših, ampak zdaj pač, zmeri se pač že cel čas se pogovarjamo o tem, se pravi tole odraščanje, občutek odraslosti v povezavi s tem, ali je že nekdo na svojem, ali si lahko tisto privošči, ali si lahko ono privošči. Se pravi, kaj pa recimo pogled na odraslost, recimo glede na odnos z starši. Se pravi, pa tukaj ne govorimo o odvisnosti oziroma na navezanosti z starši, ampak dobesedno z nekim odnosom, kot da si recimo, da na svoje starše gledaš kot recimo na svoje prijatelje. Da ne gledaš na svojega starša, da lahko svojemu očetu pogledaš v oči, pa se pomeniš z njim o bilo kateri temi, bilo kateri zadevi, da nobena zadeva, nobena tema med vama ni tabu, tako kot je recimo za mojim staršem tale zadeva ni bila. In pa seveda še zelo dobra naravnanost, kot je gospa profesorica povedala, potovanje, da vidiš svet. Se pravi, če si ti zaprt v tiste svoje 4 zidove v svoji hiši, da ne greš nikamor. Jaz sem, hvala Bogu, imel takšne starše. Mami je bila profesionalna športnica vse življenje. Oče je pač 20 let v politiki kot župan. Že pač smo pravzaprav prepotovali celo Slovenijo, da ne govorim o svetu, ne. In sem, hvala Bogu, pač dobil neke določene aspekte, se pravi, kaj to pomeni življenje, kaj pomeni, kje je smisel življenja, kaj to pomeni, kdaj odrasti, kdaj, na kakšen način odrasti, kdaj dejansko sam človek, sam sebe počuti, da je odrasel. Pač, ker so mene že dostikrat že včasih zbadali, recimo, zakaj pa ti nimaš svojega avta, ne? Se pa ja, imate denar, pa se lahko privoščite, zakaj nimaš svojega stanovanja. Ampak to so recimo, to so čisto osebne zadeve, ne? Ampak pač, to niso zadeve, recimo, ki meni predstavljajo nek pogled, da se jaz počutim odraslega, zato da bom zdaj imel svoj avto, pa da se bom odpeljal sam na veselico, pa sam domov ali pa karkoli, pa da imam telefon, pa tiste računalnike, pa karkoli. Ampak moj pogled recimo na to, da bi se človek počutil odrasle, da lahko sam samostojno in odgovorno sprejema določene odločitve v življenju.
Ja, to je pa pravzaprav res ključna razvojna naloga tega obdobja, ne? Da naj bi mladi znali ne samo, tako kot recimo v mladostništvu, bolj razmišljajo o možnostih, naj bi na prehodu v odraslost pa res malo bolj realno kakšen korak v smeri doseganja teh ciljev naredili, ne? Se pravi, se nekako zavezali tem odločitvam in prevzeli odgovornost tudi potem za posledice, a ne? To naj bi pa potem do konca tega obdobja nekako bili zmožni narediti in naj bi to potem označevali, da pa so dejansko odrasli, ne? Recimo, se pravi, da sledijo nekim realistično zastavljenim ciljem in sprejmejo posledice, ki pridejo zraven, ne? Ker recimo mladostniki mogoče bi bolj en tak primer, kaj se jim recimo rekli, ja, da bi pa radi bili vegetarijanci, ker verjamejo, da se živali ne sme mučiti, pa ne vem kaj, pa pridejo prazniki, kaj šunka, ne vem kaj, pa bi vse izjemo naredili, pa tako, da kasneje pa malo bolj mogoče sprejemajo, kakšne žrtve pomeni, ne, sprejemanje takih odločitev, sledenje, zavezanost, no, nekim takim ciljem in odločitvam. Jaz bi mogoče prej rekel, da ne, recimo, glede vegetarijanstva, to bi rekel, da so... To bi mogoče bolj povezal z nekim osebnim določitvam. Jaz sem pač slučajno tudi vegetarijanec, ampak sem se odločil zaradi tega, ker je pač mi telo pač tako sporočilo. Ne nobenih zaradi moralnih zadev ali karkoli brezvezane. To je pač vsakega osebna odločitev. Bi pa mogoče prej rekel, recimo, da sem opažal velike razlike med tistimi, se pravi, mojimi kolegi iz iste generacije, recimo, na kakšen način smo odraščali v primerjavi z starši. Recimo, jaz sem imel starše, ki so generacija 53-57, se pravi, relativno starejši, se pravi, zdaj, da so moji starši stari čez 60 let, ampak v primerjavi z nekaterimi, ki so pa zdaj v tem trenutku, se pravi, blizu Abrahama ali pa tam je 40 pa 50, je bila velika razlika med tem, kakšne vrednote in pa kakšno razmišljanje so imeli, recimo, moji kolegi v primerjavi z mano. In so bili recimo v smislu recimo nekih vrednot do družine, do povezanosti, se pravi, da recimo spoštuješ tisti, ki so recimo tvoji starši, stari starši še posebej. Ne? Se pravi, da je tale povezanost, da med vami ostaja ne glede na to, recimo, kaj se dogaja, s kakšnimi težavami se soočate, kje se spotaknete, karkoli druge. Se pravi, spet tukaj tisti občutek odraslosti, kdaj recimo tole privre na površje, da lahko se pač začneš na nek malenkost bolj odrasel način pogovarjati s temi svojimi kolegi, ki so pač iste generacije. In tukaj so pač se začele recimo tista prva trenja, kjer smo pač videli, da dejansko, mi dva pa mogoče nismo imeli enakega otroštva, kot smo pa dejansko mislili, čeprav smo pa popolnoma isto stari. Samo že sama osebnost in če pogledamo generacijsko, generacija ali pa okoliščine, v katerih so starši odraščali, pomembno prispevajo k njihovemu pogledu na svet. Ampak poleg tega pa vplivajo tudi neki notranji viri, neki notranji dejavniki, kot je recimo osebnost. In celostna ta mešanica in življenjskih izkušenj in okolja in osebnosti naprej vpliva na njihovo vzgojo in ta vzgojo potem na vas kot posameznike. Tako da zelo težko se mi zdi, da govorimo o enem samem dejavniku ali pa o eni sami stvari, ki bi pa zdaj določala, kaj je to odraslost, kdaj jo dosežemo, kdaj se zares počutimo odrasli, ker tudi ta subjektivni status odraslosti je povezan tudi z osebnostjo, tudi s tem, kako mi dojemamo svoje življenje. Se pravi, vse to se nekako prepleta in različni demografski dejavniki lahko delujejo kot mediatorji med neko osebnostjo, pa potem končnim izidom, v tem primeru subjektivnim statusom odraslosti ali pa tudi, ne vem, nekim blagostanjem ali pa neko drugo spremenljivko, ki si jo vzamemo za končno točko. V odnosih s starši naj bi pa raven mladi na prehodu v odraslost res vzpostavili en tak odnos, se pravi, ne samo da razumejo, da so drugačni, pa se, ne vem, upajo sprejemati odločitve brez staršev in tako naprej, ampak da dejansko vzpostavijo nek odnos enakovrednih odraslih, ne da je vedno nekdo v vlogi otroka, pa unga odraslega, ki pa bo na koncu povedal, kako je prav, ampak da lahko pač vsak svoje neka stališča zagovarja, hkrati pa ohranjajo to povezanost, tako kot si že prej omenila,
kakor tudi vi opisujete, ne, svoj odnos. Je pa tu, zdaj sicer ne aludiram na vaš primer, ampak tako nasplošno, kaj zdaj ta močna povezanost pomeni? A je to nekaj, kar naredi tisti poriv iz gnezda? Te vodi v, ali ti je preprosto udobno v tem, da si v tej komuni, no, če tako rečem, z razumevajočim staršem? Ja, verjetno ima kombinacija zraven. Se pravi, se mi zdi, da če je ta povezanost, lahko deluje stimulativno za mladega, če je zraven če v bistvu funkcionira kot opora pri samostojnosti. Če je pa tako ta hiperprotektivnost, ne, pa res samo eno obdobje, pa verjetno ne. Kot si rekla, da so v intervjujih študenti tudi sami izpostavljali, da taki preveč zaščitniški starši. No, ampak glede na naše raziskave, naši starši niso pretirano zaščitniški. Ne? Če pogledamo samo poročanje študentov, mladih, definitivno prevladuje, strašno so povezani, tudi koliko toliko avtonomni v odnosu, ko pa vprašaš, a te starš pretirano nadzira, a te moti, da se vmešava v tvoje zadeve, pa to dokaj nizko ocenjujejo, kar je zanimivo. In ne zaznavajo te kontrole. Se zato pravim, da je ena taka očitno, zdaj govorimo o povprečju, ne govorimo o posameznem odnosu, pač takšna ena harmonija, ki vlada. Tudi mislim, da te razne mednarodne raziskave tehle 13-15-letnikov, ko jih sprašujejo, koliko se razumeš starši, imaš z njimi dobro komunikacijo, ima Slovenija vedno zelo visoke mesta. Ja, in to je zanimivo, ne? In jaz se vedno sprašujem, a je to dobro ali slabo, ali ne je bilo dobro, da sta malo v konfliktu, pa si gresta na živce in je to tudi za mladega nek poriv, da preprosto grejo doma, tudi če mogoče na slabše, ampak bo na svoje naredil neko svojo življenjsko pot, s tudi svojimi končno sredstvi in tako naprej. Tako pa nenehno računa na to starševsko podporo in dejansko jo tudi dobiva, ker je tudi norma starša, da pomaga svojemu otroku. Tako da jaz se tu zmeraj sprašujem, ampak trenutno raziskave kažejo, da vse gre v tej smeri, večja povezanost, večja prilagojenost. Sploh ni debate, ampak jaz imam malo te psihoanalitične podlage, tam je pa to strogo ločeno, ne? Tu je vseeno vloga starša, vloga otroka in enkrat moraš narediti ta skok iz gnezda. Ločitev. Ja. No, ampak raziskave kažejo tudi, da povezanost ob zanašanju nase je tisti, ja, ampak ta avtonomnost ni toliko močno prezentna v tem smislu psihološke prilagojenosti, kar je moje razočaranje v raziskovalnem smislu, kot pa povezanost. Povezanost je vedno tisti adut, ki daje najboljše izide prilagojenosti. Še mogla te zadnji moj članek prebrati. No, bomo videli. Povetajo se velike spremembe. Preseneti me. Ampak, ko smo glih pri novih vprašanjih pa novih člankih, pa tako, kako pa vidite mogoče zdaj pot naprej, katere so še tiste teme, ki ostajajo odprte, ali bomo zaključili s tem obdobjem prehoda v odraslost, pa rekli, da smo odkrili, kar se je dalo odkriti. To sigurno ne. To nikoli ni, ne. Vse. Se mi zdi, da to obdobje je sigurno še vedno aktualno, ne. Se pa stvari zmeraj bolj komplicirajo, ne. Če se je začel s tem, bi rekla, malo bolj opisno pogledati, kakšna sploh je situacija, do tega, da zdaj že malo bolj kompleksno, ne, kaj se s čim povezuje, pol si tudi že omenila, da se že iščejo razne moderacije in mediacije, ne, tako da so raziskave pol zmeraj bolj tako poglobljene, specifične, ne, da se pol počasi spet v kakšno širšo sliko sestavi vse skupaj. No, pa tudi področja se mi zdi, da se širijo, tule je še prostor. Vse v bistvu zdaj smo zelo enih 3-4 področjih spregovorili, nič nismo recimo o drugih področjih, ki smo jih tudi raziskovali, preprosto je vsega preveč. Jaz vseeno, mene kot pedagoško psihologinjo tudi zelo zanima to, recimo, neko optimalno študijsko okolje, v katerem vsi skupaj zadovoljujemo neke naše psihološke potrebe, tako učitelji kot tudi študentje. Kakšno je to optimalno študijsko okolje? Potem se mi zdi eno takšno zelo pomembno, seveda, naslednje obdobje, ko pa mladi stopijo na trg dela, no, to pa tule vidimo tele, če ste pogledali panoje, in tako da je
Vsaj po teh panojih sodeč raziskava je situacija pesimistična, ampak ne po raziskavah. Po raziskavah so mladi precej optimistični v tem obdobju in tudi če nimajo tega občutka varnosti zaposlitve, so zelo fleksibilni in pripravljeni tudi kaj drugega delati in več služb opravljati in tudi biti prekarci, če je potrebno, preprosto zato, ker je to še čas, ko si to lahko privoščijo. Nimajo še nekih dolgotrajnih obvez, družine, mogoče o tem obdobju še ne razmišljajo o strašni hiši in strašnem Mercedesu. In jim je to zelo pomembno, se pravi, to pač neko karierno samouresničevanje in ga so pripravljeni na različne načine uresničevati. Tako da jaz ne vidim slike tako pesimistično, naprimer, kot je tule zunaj prikazana. Potem so pa še kakšna druga. Recimo, nismo obdelali se pravi sodobne digitalne tehnologije, ki je tudi ena zelo močna karakteristika tega obdobja. To bi pa jaz prosil, če bi lahko mogoče v enem majhnem zametku, jaz drugače pač tudi delam v šolstvu. Ja? In me ful zanima recimo, kaj zdaj to pomeni recimo v primerjavi recimo rečemo 20 let, ne? Danes pa pred 20 leti. Recimo tisto, s čimer danes odraščajo, mladostniki, pa bodo, novi odrasli, ne? Se pravi, z vso to novo tehnologijo, od pametnih telefonov, računalnikov, do vseh teh pripomočkov, ki jih imamo, v primerjavi s tistimi, ki tega prej niso imeli. To je zdaj danes realnost, ne? To je dejstvo, ne? Da je prisotno in v bistvu, tako kot je Melita rekla, v tem obdobju se raziskave kažejo, da mladi na prehodu v odraslost uporabljajo to tehnologijo in socialne medije, tudi recimo konkretno bistveno več kot mladostniki, ne, na katere bi bolj mogoče rekli, da so rizičniki v zvezi s tem, in seveda tudi več kot odrasli. S tem, da treba povedati, da vsi ne. Pravzaprav bi se verjetno že pri otrocih lahko precej o tem pogovarjali in tudi starejši. Ne. Zdaj, kleje, da... Je mogoče v njihovem vidiku recimo ta uporaba te pametne tehnologije bila kot recimo prednost ali pa kot recimo kot neka grožnja? Oboje se nekaj kaže, ne? Da vsa ta tehnologija in taka zelo intenzivna raba, ne, te tehnologije prinaša sabo različne težave, da rečem, ali pa mogoče se z nekimi manj ugodnimi zadevami povezuje, kot je recimo v akademskem kontekstu, ko študenti med predavanji to uporabljajo, pač je bilo nekaj časa zelo, ne, ja, pa pozitivno se je na to gledali, mogoče pa po Googlu iščejo še kakšne dodatne informacije v zvezi s tem. Ne. Na Facebooku so in na Instagramu in nekaj druge stvari delajo in to odvrača pozornost od učenja in se dosledno povezuje s slabšim znanjem in rezultati na testih znanja, do tega, da recimo imajo lahko slabše te uživo, ne, socialne odnose, zanemarjajo kakšne druge obveznosti, ne vem, pride tudi do raznih takih novih, negativnih vedenj, kot je nadlegovanje preko spleta, ne, in tako naprej. Je pa res, da so pa tudi različni pozitivni učinki, ne? Tako da mogoče smo včasih kot pedagogi bolj osredotočeni samo na te negativne, ne? So tudi kakšni pozitivni učinki. Je pa res, da je mogoče zmer dobro imeti malo pogleda v to, no? Se zavedati tudi, da bi mladi malo bolj to ozavestili, ker nas te stvari hitro potegnejo, pa mogoče, dokler jih ne vprašaš, niti se ne zavedajo, koliko dejansko porabijo za to in ne za kaj drugega, seveda, potem, ne, tako da je tudi tako. Z tega vidika, se pravi, te pretirane rabe, pa tudi intenzivnosti, koliko tudi zaupljivosti, to je problem, dejansko, to je nek virtualen svet in tako kot kažejo raziskave, ti dejansko se nekako omeščaš v tem virtualnem svetu, bolj zaupaš, bolj tako si lahko celo intimen, oseben kot pa v realnem svetu in to je malo pa zastrašujoče, sploh za mlade, mladostnike. Vse je bolj intenzivno, ne? Ja. In negativno in pozitivno vedenje, ne? Zato, ker se pač ta... Pa ta odvisnost, da preprosto več ne moreš ga imeti zraven na nočni omarici. Takoj, ko se zjutraj zbudiš, je najprej pogledati na telefon. Jaz se včasih recimo sprehajam po hodniku gimnazije. Ja. Recimo, doskrat opazujem, kaj počnejo dejansko v času odmora.
vsak, mislim, lahko mirne duše rečem, da je to 80 do 90%, da so vsi na telefonih. Ne. V hipu, ne. Ja, Saj ne pa samo te mladi, ne. Naprimer, na šoli mojih otrok so prepovedali, ne, Hvala Bogu. telefone. Hvala Bogu za osnovne šole, pa za Tako, no moram pa reči, da pol čez par let se je pa začel malo bolj govoriti o tem, da ta prepoved ni samo za otroke, ne, da je tudi za učitelje, pa učiteljice, ker je bilo tam treba pol malo zaroputati že, ne. Tako da ni to zdaj samo stvar mladih. No. Gre za to, da dejansko se mladi zavedajo tega, da je tega preveč v njihovi roki. Ne. Ker sem včasih enega vprašal, da mi povej, koliko centa na dan porabiš za to, da gledaš v ta ekran. Ne. In jim je prav nerodno. V ure gre, ne, ja. Mislim, da je statistika ameriška za mlade na prehodu v odraslo 4 ure na dan, v povprečju. Več dobiš. Jaz sem tudi našla podatke, 5 do 9, Arnet celo 12 ur, kar se mi zdi malo pretirano. Je to mogoče res v tem smislu, da imajo prisotno, ne? Ja. Zdaj zelo pomembno vprašanje pri tem je, kaj smatrajo oni kot dejansko uporabo, pa koliko so občutljivi na to, ker lahko imaš ti telefonsko zraven, pa ga ne uporabljaš dejansko, lahko pa pač čist nezavedno preklapljaš med tem, da ga uporabljaš v tem času. Tako da zdaj tle v nekih zelo točnih meritvah težko govorim. Vsekakor je pa ta več opravilnost je malo problematična, zato ker mladi mislijo, da to zmorejo, da on zmore se učiti, poslušati muziko, zraven še gledati, če je dobil kak SMS ali kak novi všeček na Instagramu, ampak ne moreš ti toliko razdeliti pozornost, da si sfokusiran na tisto, ne vem, intelektualno dejavnost, pa zraven še druge stvari spremljaš. Tu preprosto prihaja do upada pozornosti in če nič drugega, mnogo več časa porabiš pri učenju, kot bi ga lahko, če bi recimo si tisti telefonček dal pred vrata svoje delovne sobe. Ne sem čas, ne, tudi tako, kakovost znanja potem. Pa tudi kakovost, seveda, ja. Vete, zdaj, kakorkoli, ne, mi vemo, da vsak tehnični napredek pomeni tudi kanček napredka barbarstva. Ta računalniška tehnika, ne, je prinesla ogromno prednosti. Mi smo moj doktorat tipkali, to je skoraj 600 strani, z navadnim pisalnim strojem 3/4 leta. Kako smo vzdržali, ne vem. Vse opombe, pripombe seštevati in smo se kar norčevali cipel fus. Danes je morda mladi malo težko razložiti, ne, kaj je to navaden pisalni stroj, tipkati diplomo. Takrat, če fotokopirnih strojev ni bilo, razumete, ne? Je pa zdaj nekaj recimo za to računalniško tehniko, kar jaz opažam pri študentih, ma nemogoča pisava je. Mi smo še imeli lepopis, ne? In ko se je ta računalniška tehnika začela, jaz vadim, da najmanj 10 stavkov na dan pišem z roko, pa se ne sramujem to priporočati tudi študentom. Kar ste pa vi o tej študijski priložnosti omenili, glejte, zakaj je akademski svet 68. leta podivjal? Na kratko. Tradicionalna akademska pa ideja izobraževanje je pomenilo izobraziti strokovnjaka in hkrati biti postati strokovnjak, biti postati intelektualec. S funkcionalizacijo izobraževanja pa so ta moment biti postati intelektualec amputirali. To je bil konec tako imenovanega imaginativnega uma, zato je Sorbona imela parono naj živi imaginacija. Ta funkcionalizacija je šla v Ameriko, Nemčijo in k nam v podobi sprotnega študija. Nadaljevanje tega je danes Bologna, ki je mnoge humanistične stroke humanizma, oprostite, tudi psihologije, ki je bila nekoč ena od substanc humanizma, žal humanizma rešila. In glejte, gre za to, da si mi tukaj na tej filozofski fakulteti, in to je humanistika. Saj res na univerzi imamo naravoslovje, družboslovje in humanistiko. Zelo prizadevamo skozi te bolonjske okvire zavleči to tradicionalno, žlahtno
akademsko izobraževanje, izobraževalno možnost. Za to pripombo sem vam zelo hvaležna. Kajti iz srednje šole na univerzo ljudje začutijo svobodo, z njo odgovornost in tako svobodni, ko smo v času študentovstva na univerzi, nismo nikdar več. In še nekaj, tako pošteni, kot smo lahko študenti v svojih zadevah, v življenju možnosti nimamo več. Vidite, to poudarjam. To je tisto, kar je dragoceno v tej tako imenovani univerzitetni avtonomiji. In jaz sem mojim mlajšim kolegom, ki so pri sindikatu lepo rekla, kapo dol, kako se vi borite za nas. Ampak jaz, ki sem bila v teh političnih študentskih strukturah, celo v Zvezi študentov Jugoslavije, vem eno, da noben sindikalizem ne more biti substitut za avtonomijo univerze in nobena reforma univerze ne sme biti substitut za vse ostale spodletele reforme finančnih, bančnih, političnih, pa še kakšnih. In tu se z vami strinjam. To so te žlahne izobraževalne možnosti, na katere ta moja univerza vendarle ves čas apelira in se trudi. To privlači, to nagovarja. In poglejte, kako drugače je formirana tista osebnost, ki lahko te izobraževalne možnosti konzumira. Hvala vam za to pripombo. Na srečo je pri nas le ta možnost dana večini mladih, da tudi dejansko študirajo in je to zadeva, ki je gratis, tako rekoč. Če smo pošteni. Pismeno, tista utopija, da je pri vseh spodletelih revolucijah še nek teren za emancipacijo, intelektualno, etično, pa še kakšno. Ker smo pa oba iz Prekmurja, veste, pri nas je ta duh protestantizma, tudi če papinci z nami živijo. Glejte, jaz še vedno menim, da je osnovna celica človeške družbe družina. Dva človeka, njuni otroci, stari starši. Ponavljam, to ni extended family life. Ampak ljudje čutimo potrebo po sopovezovanju, sopovezanosti. Ja, pa kaj je lepšega kot družina? To je idealno. Mi dopuščamo tudi druge oblike žitja in sožitja. Ampak glejte, tako kot sem v to verovala pri 20-ih, to še toliko bolj pri mojih 70-ih. In to ta narod ima. Anton Vratoša, ki je bil moj profesor z Gleto Narsiča, je rekel, veš, mene so tako učili, najprej je domovina mati, čez pol leta mati oče, potem bratje, sestre, na to okolica, na to šola, kmalu pa cel svet. In veš, na ta način negujemo svetovljanstvo. Je rekel, poglej, slovenski narod. Ni imel nikdar nobene vojne, ki bi jo napovedal drugemu narodu. Mi nimamo imperialistične, mi nimamo kolonialne preteklosti. In tudi nismo nekaj takega v sebi razvili. Vprašajmo se, kaj je pa v tistih narodih, ki to preteklosti imajo. Razumete? In če delate na teh študijah, jaz sem presenečena, potem še vedno upam, da je psihologija zelo blizu humanistike. Mi smo bili zelo prizadeti, gledajte, ko smo mi študirali, je bila dvopredmetna smer psihologija, filozofija. Zdaj so pa nekateri vaši kolegi zdaj že upokojeni, to možnost ukinili in je psihologija prešla v čisto neko znanstveno kvantitativno stroko, in te možnosti sopovezovanja ni bilo. To je pa tisto, ker vidim, da ste za to dovzetni, le postavila vprašanje, mar ni moderna psihologija s tem, da je postala taka, kot je, mnogo preveč izgubila, predvsem pa tisto substanco znotraj humanizma, iz katere je išla.
To vprašanje pa po moje to je presega pa zdaj, okvire ja. današnjega večera, je pa Ja. vsekakor Ja. vredno razmisleka, ne, tako, Ja, Hvala smo za, že ja, otroci te nove postavitve našega oddelka, ki je seveda eno predmetne študije, res je. Ne. Bolj kvantitativno usmerjen kot kvalitativno, to tudi imate prav. Tako da manjka tudi, jaz mislim, več te humanistične, kvalitativne perspektive v samem raziskovanju. To pa Se gotovo. mogoče pa Bologna s to neko večjo mero izbirnosti ne omogoča vsaj nekaj povezovanja Malo, med programi. Ne ja. vem pa, koliko je v resnici, no, Ja, ja. izvedbeno potem ni, ne, kaj veliko tako. Vidim, da češ kakšni študenti izrazijo, no, kakšno željo, da bi kaj na kakšno drugo smer prej, na kakšne ovire naletijo, pa da bi to zelo avtomatizirano Zdaj smo pa potekalo. zelo zaprti, je kar, ja, moraš kar študirati samo psihologijo, preprosto nimaš časa še za kaj. Pa smo naredili cel krog, štartali smo pa študentih na prehodu, pa smo se vrnili nazaj v študij, pa v izobraževanje, ki nekako samo izobraževanje, ki je sprožilo mladostništvo, ki je potem sprožilo prehod v odraslost in nas popeljalo v te raziskovalne vode. In mislim, da lahko na tej točki zaključimo z spoznanjem, da nas bo popeljalo tudi naprej v prihodnost v nove raziskave. Pa mogoče se v podobnem settingu srečamo spet čez par let. Okay. Hvala Hvala. tudi za vaš udeležbo in